začeli. Hvala, da ste se zbrali v poletnem številu. Moram reči, da bi bil vesel, če bi moji študenti na filozofski fakulteti hodili na predavanja v poletnem številu, kot ste danes zbrani tukaj. Kot ste videli iz programskega lista, se letos lotevam neke teme, ki pravzaprav vsaj iz tega zornega kota, kot jo jaz obravnavam, ni bila še obravnavana, vsaj kakor jaz vem v naši, recimo, teoretski literaturi, razen pri verjetno nekaterih tekstih umetnostnih zgodovinarjev, umetnostnih teoretikov. No, o Sencah govorim predvsem kot filozof. Ta filozofski poudarek bo močno razviden v teh treh predavanjih. Seveda pa k temu tudi vpletam v filozofski diskurs, zelo pomembno, ga prepletam z temami iz umetnosti, tako likovne umetnosti kot literature in v tretjem predavanju tudi znanosti, oziroma v drugem in tretjem. Za ta letošnji cikl sem se odločil, da je krajši. Prejšnja leta, pred 3 leti, recimo, sem zadnjič tu predaval v tej Štihovi dvorani. Nekateri se morda spomnite, to so bila kozmološka predavanja, jih je bilo 5. No, letos sem se odločil za 3 predavanja, ki bojo bolj mogoče skoncentrirana tematsko. Se mi zdi tako boljše, da se ne vleče preveč. No, ampak po drugi strani pa ta predavanja, po vsako od njih, bo trajalo približno 80 do 90 minut in nekako nisem, se moram naprej upravičiti, predvidel nekega posebnega časa za diskusijo, morda na koncu vseh treh, ko bo nekako razvidna ta širša slika, ki vam jo želim prikazati. Sicer pa bom zelo vesel, če mi pišete po internetu, naslov internetni je na programskem listu, kdor ga ne pozna tega naslova, lahko ga vidi na tem programskem listu, ki ste ga dobili v predverju. Torej, 3 predavanja o Sencah, danes prvo predavanje o Sencah idej, potem prihodnji teden, 17. decembra, ob istem času, v torek, o Sencah teles, in potem še lepo novem letu, kot vidite, 20. januarja, takrat je pa ponedeljek, tako da to sta torka, zdaj 20. januar je ponedeljek, takrat je prosta ta dvorana, tretje predavanje o Sencah svetov. Ta 3 predavanja tvorijo seveda neko bolj ali manj zaključeno celoto, vendar sem vsako od njih poskušal na tak način zastaviti, da je relativno tudi samostojno. Torej, schema današnjega predavanja je naslednja, ko vidite na zaslonu. Najprej opredelitev ne samo fizičnega bistva senc, to večinoma vemo, kaj je to, ampak tega, čemu res rečem, metafizičnega bistva senc, navezujoč se predvsem na Platonovo prispodobo o votlini. Potem kratko o vrstah senc, o dvodimenzionalnih in trodimenzionalnih sencah, o temnih in svetlih sencah, o sencah budnosti in sna in o sencah kot simbolnih formah. Te prve 3 točke tvorijo nekako uvod v ta 3 predavanja in bojo, da so prvi del, nekako prva tretjina današnjega predavanja. Pa potem se bomo nekoliko dlje ustavili pri 4. točki, sonce in sence v starem Egiptu in nazadnje pri grških motivih od homerskih do orfiških senc, boj svetlobe in teme. Malo se pravičujem zaradi svojega današnjega glasu, ki ni ravno v najboljši formi, ampak mislim, da bo zdržal to predavanje. Torej, začenjam z Leonardom. Leonardo da Vinci je v enem izmed svojih fragmentov, ki so zbrani v traktatu o slikarstvu, fragmentu z naslovom Kaj je senca, zapisal, da je senca oslabitev moči svetlobe, ki je vidna na površini telesa in se začne tam, kjer se luč umakne, konča pa se v temi. Iz te imenitne in obenem intuitivno preproste definicije razberemo,
da sta za opredelitev sence, poleg njene umestnosti ali prehodnosti med svetlobo oziroma lučjo in temo, zanjo pomembni še dve določili: oslabitev moči in površina. Senca zanima slikarja pri veščini upodabljanja, predvsem kot površinski, dvodimenzionalni pojav. Seveda pa je senčenje pomembno ravno za prikazovanje tridimenzionalnih predmetov in globine prostora. Toda za mojstra Leonarda ta iluzija ni dovolj, saj mora predvsem znati videti, saber vedere. In zato ni nič manj, morda še bolj pomembno od videnja globine na površini to, da zna videti senco kot sam pravi, oslabitev moči svetlobe. V nekem drugem fragmentu z naslovom Kaj sta senca in tema pa preberemo nekakšen sklep Leonardovega razmišljanja o senci, ko pravi: senca je zmanjšanje luči, tema pa odsotnost luči. Leonardove fragmente je treba brati na dveh pomenskih ravneh. Na prvi, lahko bi rekli fizični ravni, gre seveda predvsem za napotke vajencu, mlademu slikarju in tudi samemu sebi, kako je treba slikati, da bo podoba čim lepša in čim bolj prepričljiva. Na drugi, bolj notranji ravni, pa gre za metafizični premislek o bistvu sence in nasploh o vsem vidnem in nevidnem. Kajti ne le za vidno fizično naravo sence, temveč tudi za njeno metafizično bistvo je značilna njena umestnost med svetlobo in temo. Oslabitev moči nečesa ali nekoga, ki biva močneje, na primer angel, kot se je lepo izrazil Rilke v prvi devinski elegiji. Človeškega vidika pa je senca pogoj možnosti luči, njena odsotna prisotnost, saj lahko vidimo svetlobo le v sencah ali skozi sence. Če bi zrli naravnost v luč, bi oslepeli. Na začetku treh predavanj o sencah, v katerih bom premišljeval o sencah ideje, o sencah teles in o sencah svetov, naj poskusim opredeliti metafizično bistvo sence. Metafizično in obenem fizično, recimo kot poseben primer, bistvo sence je podvojitev ali replika neke forme na drugi ontološki oziroma bivanski ravni. In sicer takšna replika, ki je oslabitev moči, ali morda bolje oslabitev resničnosti neke prvotnejše forme. Prej rečeno, senca je manj resnična replika neke forme. Grški izraz za senco, skija, pomeni tudi sled, podoba. Ponekod v platonskih besedilih nastopata izraza skija in eidolon, torej podoba, dejansko kot sinonima. Naprimer v Plotinovi razpravi o lepem, kjer so lepote, ki so dane čutnemu zaznavanju, imenovane odsevi in ali sence, eidola kaj skijaj. Namreč, odsevi ali sence, umske lepote idej. Zdaj pa, kaj je manj resnično in kaj biva močneje, pa je seveda odvisno od tega, kaj smatramo za ontološko prvotno. Če so ideje resničnejše, če ideje bivajo močneje od čutnih oziroma materialnih stvari, potem so stvari sence idej, tako kot v platonizmu. Če pa so čutne stvari, to je telesa, neživa in živa, resničnejše od idej, lahko rečemo obratno, da so ideje sence stvari. Tako nekako kot pojmuje ideje novoveški empirizem, John Locke, recimo. Seveda pa imajo čutne stvari, tudi če so ideje resničnejše in so stvari le njihovi posnetki, svoje vidne, fizične ali optične sence, zato lahko rečemo, da so fizične sence poseben primer metafizičnih senc. Zdaj za te običajne sence ravno tako še najbolj neposredno velja, da so manj resnične replike nekih ontološko prvotnejših form, namreč čutnih stvari oziroma teles v našem realnem, če tudi morda ne najbolj resničnem svetu. Za navezavo na Platonovo prispodobo v votlini sem izbral fotografijo slovenske umetnice Eve Petrič, ki
ki se ukvarja s sencami največ, iz njene zbirke Grey Matter, Language of Shadows. Namreč zakaj? Na tej fotografiji je pravzaprav ilustriran, če tako rečemo, ilustrirana platonska situacija, oziroma, kot se včasih temu reče, dispozitiv. Tukaj imamo senco neke ženske figure s pahljačo, ki je same ne vidimo, ta senca je dvodimenzionalna. Potem imamo pa posodo, verjetno iz porcelana ali keramike, ki je vidna v 3 dimenzijah, hkrati pa je vidna tudi njena senca v 2 dimenzijah na steni. Tudi glede površinskosti senc je analogija med svetom stvari in svetom idej več pomenska. Sence čutnih stvari ali teles so praviloma dvodimenzionalne, če tudi pogosto zarižene in prelomljene na podlagi, prek katere drsijo. Tridimenzionalne sence pa so do nedavnega nastopale samo v spiritizmu, kot recimo duhovi, kot dvojniki iz take čudne snovi, ektoplazme in podobnih ezoteričnih substanc. Bolj vsakdanje tridimenzionalne sence čutnih stvari ali teles so šele novodobna iznajdba, ki jo je omogočilo odkritje holografskih tehnik, s katerimi se v prihodnosti odpirajo nesklutene možnosti simulakrov čutnega sveta. Po drugi strani pa tridimenzionalne sence idej ali misli obstajajo že od nekdaj. Saj so to ravno čutne stvari in telesa v našem realnem trirazsežnem svetu. Nekateri so spekulirali, da je svet idej lociran v 4. ali celo kakšni višji razsežnosti, če je 4. dimenzija čas. Vendar tu ne bomo šli tako daleč, rajši ostanimo v mejah tistega, kar nam je, bodisi s čutnim ali z umskim pogledom, vsaj toliko razvidno, da v tem lahko povemo kaj zanesljivega in vendarle zanimivega. Najprej ugotovimo, da sence, če jih definiramo metafizično, niso zgolj dvodimenzionalne. Temveč so lahko tudi tridimenzionalne in zanje je ravno tako značilno, da bivajo šibkeje od svojih prvotnejših form, karkoli so že te forme. Platon nam je svojo znamenito prispodobo v votlini želel povedati prav to. Kakor dvodimenzionalna senca vrča biva zgolj kot posnetek tridimenzionalnega snovnega predmeta, namreč vrča samega, tudi sam vrč biva zgolj kot posnetek ideje vrča. In sicer tako, da deleži v resničnosti svoje ideje, ali drugače rečeno, prispodoba votlini pravi, ideje bivajo močneje od svojih senc, čutnih predmetov, ki so njihovi posnetki. Ta misel nam je, ljudem modernih časov, gotovo nekam čudna, ko prvič naletimo na njo. Toda potem, ko jo zares dojamemo, nam postane jasna in razsvetljujoča. Pa še to, da ne pozabimo. Tu ne gre za kako evolucijo, razvoj, izvor vrča iz ideje vrča. Saj ideja ni stvarnica vrča, seveda ne, ampak gre za čisto ontologijo teh bitnosti. Če rečemo, če se vprašamo zelo preprosto, zakaj ideja biva močneje od stvari? Torej, če odgovorimo zelo preprosto, vrč se razbije, ideja vrča pa ostane, namreč v umu. Kot rečeno, geneza samih idej pa je neko drugo vprašanje in tudi čutnih stvari. Recimo vprašanje bodisi dialektične logike, bodisi evolucije. Rekel sem, da ne obstajajo samo v tem smislu, kot sem skušal opredeliti senco, samo temne sence, ampak da obstajajo tudi svetle sence. Na tem slajdu, na tem zaslonu imamo 3 primere, sem izbral 3 primere tega, kar imenujem svetle sence. Prvi primer je angel na sliki, na Rembrandtovi sliki, vstajenje, Kristusovo vstajenje iz groba. Angel kot neka svetla senca Božje luči. O angelih nekaj več v drugem predavanju. Druga slika je žark, ki prodira skozi okno
opatije cistercijanskega samostana Silvacan v Provansi. In v nekem smislu lahko vidimo ta žarek kot neko svetlo senco, neke luči, ki jo daleč presega. No, tretja slika je newyorški Broadway. Osvetljeni nebotičniki kot svetle sence sodobne noči. O tem več v tretjem predavanju. Torej, kaj lahko povemo o svetlobi in tudi navsezadnje o barvi senc? Čeprav je Leonardo zapisal, da je senca zmanjšanje luči, ki se konča v temi, to seveda še ne pomeni, da je senca nujno temna, mračna, siva. Telesa, ki jih osvetljuje sonce, recimo oblaki na pomladnem nebu ali cvetoča drevesa v sadovnjaku, so lahko rečemo svetle sence. Obenem pa lahko rečemo, da so to sence idej, saj v svoji čutni lepoti deležijo v idejni lepoti, kot je učil Platon. In če je duša senca duha, tudi zanjo velja, da je svetla, le če je dobra. Še svetlejši pa so angeli, sijoče sence Boga. A svetlih senc dan danes ne najdemo samo tam, v presežnih sferah bivanja, ampak tudi tu, sredi našega vsakdana. Na televizijskem ekranu vidimo svetle sence ljudi, ki jih včasih srečamo na ulici. Na ulicah, zlasti v velemestih, se na digitalnih zaslonih prikazujejo svetle sence bolj ali manj človeških postav, ki nam hočejo nekaj sporočiti, nas v nekaj prepričati, običajno nakup takega neravno nujnega artikla. In tudi na filmskih platnih tisočerih sodobnih platonskih votlin živijo svetle sence, s katerimi se radostimo ali žalujemo, smejemo ali jočemo ob njihovih usodah, ki so obenem tudi naše. Lahko bi pa rekli, da so tudi sanje v nekem smislu sence, sence budnosti. Spet imamo tri primere. Prvi primer, znamenita grafika jedkanica Frančiska Gregorja z naslovom Sen razuma poraja pošasti. Drugi primer, Paul Gauguin, risba Dekle z lisico. In tretji primer, silhueta v sanjah nekega dekleta, ki je postavila to sliko na internet. Torej, lahko rečemo, da so sanje vsaj v nekem smislu sence budnosti. Čeprav je včasih težko razločevati med sanjami in budnostjo. Tako kot tisti stari kitajski modrec, ki je sanjal metulja in ko se je zbudil, se je vprašal, ali morda metulj zdaj sanja njega. Včasih se nam zdi, da so dogodki dneva sence noči, čeprav običajno mislimo, da so sanje noči sence dneva. Najbrž pa so tudi sanje v nekem smislu oslabitve resničnosti nečesa prvotnejšega, morda ne ravno dneva. Torej so tudi sanje sence sui generis. Če bi osebno bolj verjel v abstraktno filozofsko spekulacijo, kot dejansko verjamem vanjo, bi morda trdil, da je razlika med senco in esenco, esenca, kot veste, pomeni po latinsko bistvo, torej, da je razlika med senco in esenco, namreč med repliko in njeno prvotnejšo formo, izvor vseh ontoloških distinkcij, zlasti metafizične razlike med tu in tam, med imanenco in transcendenco. V svojih knjigah Štirih časih sem že nekajkrat napisal, če tudi na različne načine, da transcendenca ni nujno realna v pomenu onkraj bivajočega onstranstva. Namreč tradicionalno ali krščansko-platonsko razumljenega višjega sveta, ki naj bi bil nekje nad vsemi stvarmi in biti tega sveta, nekje zgoraj v nadnebnem prostoru, kajti v tako razumljeno realno transcendenco je dan danes res težko, morda celo nemogoče verjeti. Toda to ne pomeni, da transcendence kot presežnosti realnega sveta preprosto ni. Nasprotno, presežnost je odsotno prisotna v vsaki, tudi najmanjši, najmanj pomembni realnosti. Nekoč davno sem v svoji knjigi Romanje za animo napisal,
da je, citiram, transcendenca iz drobcev, ki jih je svet zavrgal. Zdaj pa mislim, da teh drobcev luči svet niti ni zavrgal, ampak da jih venomer znova izgublja, išče in včasih tudi najde. V vsem je različna in obenem vselej ista presežnost. Vsaki drobi luč esenčici je luč, ki od znotraj razsvetljuje vsa bitja. Luč, ki je platonsko, dobro in ali eno. Toda, ker smo od tam, od tistega najvišjega vrha, vendarle še daleč, ne glede na to, da smo tam zgoraj že ves čas, kajti lahko bi rekli, tu je tam. Zato se zdaj še ne bom dokončno rekel, da so vse sence oslabitve najvišjega enega, čeprav to že vse skozi govorim, ampak bi predtem nocoj rajši rekel, da so sence simbolne forme. Namreč, če tu sredi poti, zanje rajši porabim ta metafizično skromnejši izraz in pojem, ki ga je v novejšo filozofijo uvedel Ernst Cassirer v 20 letih minulega stoletja. Torej, v teh treh predavanjih bom torej obravnaval sence kot simbolne forme, ki razpirajo in vzdržujejo metafizično diferenco, metafizično razliko med nižjimi in višjimi členi v vesoljni verigi biti. In s tem med njimi ohranjajo to, čemur bi lahko rekli, transcendenčna napetost. Končujem s tem uvodni del predavanja, oziroma vseh treh predavanj in grem k temi Egipta, k drugemu delu. Platon je občudoval stare Egipčane, tudi za Platona že stare. Če sklepamo iz tistih nekaj mest v Platonovem dialogu Timaj in v dialogu Zakoni, kjer omenja Egipčane. Pitagorejski modrec Timaj, ki govori v Platonovem dialogu, kozmološkem dialogu, pripoveduje anekdoto o srečanju atenskega zakonodajalca Solona z nekim duhovnikom v Saisu, svetem mestu v Nilovi delti. Potem, ko egipčanski duhovnik pouči Solona o pravih zakonih, mu reče: "O, Solon, Solon, vi Grki ste vedno otroci in sploh ni nobenega starega Grka. Po duši ste vsi vi mladi." To pravzaprav drži tudi z današnje perspektive, če primerjamo dve duhovno največji kulturi starega veka. Res pa je tudi, da so Grki, še posebej Platon, občudovali nadčasno zakonitost faraonskega Egipta, kakor tudi globino in skrivnostnost starodavne kulture ob veliki reki. V drugi knjigi Zakonov Platon skozi usta atenskega tujca govori o, citiram, naravnih temeljih zborskega petja in plesa in pravi, da je treba, citiram, mlade ljudi v polisih navaditi na lepe telesne drže in lepe melodije. Torej se vzorovati po Egiptu, kjer, citiram, ni bilo niti slikarje, niti drugim, ki ustvarjajo drže in barve, dovoljeno uvajati novosti ter si izmišljati kaj drugega. Konec citata. Mnogi današnji umetniki bi se seveda zgražali na takšno konzervativno cenzuro, saj je glavna značilnost moderne umetnosti je ravno ustvarjanje nečesa novega. To, da Platon nadaljuje, citiram: "Če boš dobro opazoval, boš odkril, da tam narisane ali oblikovane umetnine, izdelane pred 10.000 leti, no, takrat seveda še ni bilo eksaktne historiografije, niso ne lepše, ne grše od zdaj ustvarjenih, ampak so narejene z enako veščino." Konec citata. No, če rečem z malce ironije, kaj pa nam je treba vselej nekaj novega, če pa je staro toliko lepše. Še več, zdi se, da je modernizem, ki opredeljuje zahodno umetnost že kakih 200 let in je seveda ustvaril mnogo genialnih del, v našem času zabredel v neko dolgotrajnejšo krizo, vključno s postmodernizmom in post-post in tako naprej. Krizo, ki zaenkrat skoraj še ni videti konca. Po drugi strani pa se tudi k dobrim, starim, večnim formam ne moremo več preprosto vrniti. Kakšna pa je bila tista drža egipčanskih podob, ki jo v zakonih občuduje
Platonov atenski tujec in ki naj bi trajala 10.000 let. Slike v grobnicah in svetiščih so gotovo čudovite, ne le trajne, ampak tudi večne, saj je ravno večnost tisto, po čemer je najbolj krepenela egipčanska duša. In v tem je tudi nam, ne samo Grkom, kot neka starejša sestra. A vprašajmo se, kako so ti davni slikari, slikarski mojstri upodabljali večnost v držah in gibih figur, v teh lepih barvnih sencah, ki so spremljale umrlega na njegovi ali njeni poti skozi temno dolino Duat k svetlobi. Običajno se poudarja statičnost egipčanskih figur, a ne gre samo za statičnost, temveč za brezčasnost v gibanju. Seveda je v tem paradoks. Tipična figura na slikah starega Egipta je naslikana v profilu. Toda njene ali njegove oči, dejansko eno samo oko, levo ali desno, pravzaprav ne gledajo naprej v smeri gibanja figure, ampak so tako zasukane, da zrejo van v poznega gledalca, ki se mu v teh posvečenih votlinah zgolj vsiljivec, potem ko so bile iz njih izropane ali v muzeje odnesene mumije tistih, ki so jim bile lepe figure in široko razprte oči na teh brezčasnih slikah, resnično namenjene. Zasuk egiptovskih oči proti gledalcu spominja na enega izmed Picassovih portretov Dore Maar, na katerem pa ta lepa gospa gleda samo sebe, se reflektira, bi rekli filozofi. Namreč se reflektira kot novoveški subjekt. Toda na tipični egipčanski profilni figuri niso zasukane samo oči, saj so bile proti mumiji in so še vedno proti živemu gledalcu zasukana tudi njena ali njegova ramena, ter celotno oprsje, v katerem domuje srce, telesno in duševno središče človeka, tako za življenja, kot tudi po smrti, po sodbi s tehtnico. Na sliki ima s sodbo s tehtnico znamenit motiv iz egipčanske umetnosti, iz egipčanske knjige mrtvih ali knjig mrtvih. Ta je iz Huneferjevega papirusa okrog 1400 pred našim štetjem. V egipčanskem verovanju je umrli postavljen pred sodnike v dvorani Mat. V tem primeru gre za Huneferja, ki ga vidite na skrajni levi, kako ga vodi bog Anubis, Ampu Anubis k sodbi. Torej, bog šakaljo glavo Anpu, imenovan egipčansko oziroma grško Anubis, položi na tehtnico njegovo srce umrlega, Huneferja v tem primeru, ki mora biti lažje od peresca na nasprotni skodeli, sicer grešnika požre pošast s krokodilim gobcem Amit. Sodbo zapiše božanski pisar za ibisovo glavo, imenovan Tehuti, to je Tot, oziroma Tot, vidimo ga desno od tehtnice. In če umrli vzdrži preizkus tehtnico, mu je odprta pot v Amentet, kar pomeni dobesedno skrivni kraj. V nebeško območje Duata, onstranstva oziroma podzemlja, ki pa je na drugi, namreč na nočni strani zemlje. V Amentetu pravičnika sprejme bog Asar, Oziris, vladar dežele mrtvih, ki je sam umrl in vstal iz mrtvih. To in v nadaljevanju navajam predvsem po znamenitem egiptologu Wallisu Budgeu. Torej, človeška figura, še posebno oči in srce, mora biti čim bolj razvidna, vendar ne v novoveškem pomenu razpoložljiva pogledu, temveč razvidna kot čim boljši posnetek ideje večnega telesa, kot nesmrtna senca umrlega. Egipčansko se reče senci kaj bit. In vendar je v teh figurah poudarjena tudi časovna komponenta.
njihovo brezčasno gibanje, kar je seveda paradoks, ki ga omogoča ravno profilna perspektiva, saj je v profilu naslikana ne le glava, ampak tudi noge in tudi roke, kar je sicer odvisno od vloge in dejavnosti figur. Naslikane sence umrlih so upodobljene v profilu tudi zaradi njihove medsebojne komunikacije, saj so prebivalke istega to-stransko-onstranskega sveta, v katerem so večinoma kam namenjene, kakemu skupnemu obredu ali čaščenju. Njihov najvišji cilj pa je tisto končno prebojenje v svetlobi, to je egipčansko per em hru, ki se spet paradoksno ponavlja in obnavlja z vsakim jutrom, z vsakim novim in obenem istim vzhodom barke sončnega boga Raja. No, na tem slajdu imate detalj iz prejšnje slike, Huneferjev papirus, kako Huneferja sprejme Asar, pa Asarem sta njegovi sestri, Asti in Nekhet, se pravi Izida in Neftida, pred njim pa na cvetu stojijo 4 njegovi sinovi. Ernst Cassirer, ki sem ga že omenil, v knjigi Mitično mišljenje, ki je druga knjiga filozofije simbolnih form, večkrat omenja Stari Egipt. Zlasti, kot pravi, geometrijsko, arhitekturno formo stvari v egipčanski umetnosti. O tej umetnosti med drugim zapiše Cassirer naslednje. V svoji jasnosti, stvarnosti in večnosti ta forma triumfira nad vsako preprosto sukcesijo, nad nenehnim tokom in minljivostjo vseh časovnih konfiguracij. Egipčanska piramida je vidno znamenje tega zmagoslavja, zato je simbol temeljne estetske in religiozne intuicije egipčanske kulture. Piramida sama pa je, lahko dodamo, senca popolne oblike, ter obenem svojo poudarjeno vertikalo, izraz človeškega hrepenenja po presežnem. Kajti, kot na nekem drugem mestu v tej knjigi nadaljuje Cassirer, citiram, za mit smrt nikoli ni izničenje bivanja, temveč zgolj prehod v drugo vrsto bivanja, saj mrtvi še vedno je. Njegovo bitje pa je lahko vidno in opisano samo na fizični način. In tudi tedaj, če se, drugače kot živi, pojavlja kot nemočna senca, ima ta senca še vedno polno realnost. Ne spominja nanj zgolj po formi ali in potezah, ampak tudi po svojih čutnih in fizičnih željah. Konec citata. Človekov K, dvojnik, preživi telesno smrt, kot pravi Cassirer, kot senca, ki ima neke vrste fizično realnost in fizično obliko. V egipčanskih verovanjih so sence večnosti ali simbolne forme živega bitja, ki preživijo telesno smrt, skupaj z Grki ali z grškim izrazom, bi morda lahko rekli hipostaze, zelo diferencirane. Cassirer jih deloma povzema po Wallisu Badžu, ki v uvodu k svojemu prevodu egipčanske knjige mrtvih navaja 9 takšnih hipostaz. Na tej sliki so 3, Kat, mumija, Ba, duša in Kajbit, senca. Torej prva je Kat, fizično telo oziroma mumija. Druga je Ka, človekov dvojnik, grško bi lahko rekli eidolon, posnetek. Duhovno telesno bitje, ki ima, citiram, obliko in lastnosti človeka, kateremu je pripadal in prebiva z umrlim v grobu. Konec citata. Čeprav njegovo sobivanje z mumijo ni mišljeno toliko prostorsko, kot gre za mimetično povezavo. Tretja hipostaza egipčanska je Ba, človekova duša, natančneje srčna duša, ki je upodobljena v ptici, največkrat v sokolu s človeškim obrazom, pa rada poleti iz groba, vendar ne zapusti svojega khata, saj se venomer vrača k njemu.
Četrta senca večnosti ali hipostaza je ab, ali ponekod ib, srce, ki je, citiram, izvor živega bitja ter obenem dobrega in zlega v človeku. Zato je po smrti postavljeno na tehtnico. Peta je kaj bit, senca ali ševt, ki je tesno povezana z ba in ravno tako lahko obstaja ločeno od telesa. Šesta je hu, duhovna duša ali duh, ki je bolj eterično bitje od srčne duše in, kot pravi kasirer, sledeč baču, nikakor ne more umreti. Sedma je sekem ali živost, netelesna personifikacija človekove življenjske moči. Osma je ren ali ime človeka, ki se po egipčanskem verovanju mora ohraniti, zato da umrli ne bi prenehal bivati, kot je rečeno. In naposled, deveta je sahu ali neuničljivo duhovno telo, ki daje bivališče duši, kot pravi bač. Odnosi med temi sencami večnosti so zelo zapleteni. Zanimivo pa je, da so nekateri izmed njih pripisovali tudi bogovom. Na primer, nebeško ptico so imenovali Benu so imenovali tudi Rajev Ba v Heliopolisu. To je dušo sončnega boga. V Memfisu so svetega boga Apisa častili kot Ptahov Ba. A tudi sam vladar podzemlja Oziris, Asar, je bil včasih imenovan Rajev Ba. In če spet izrazno sledimo Grkom, bi tem epifanijam egipčanskih bogov z njihovimi dušami lahko rekli Božje sence, Božje epifanije, zlasti, ko gre za najvišjega boga, za boga sonca. V egipčanski knjigi mrtvih, pravilneje bi bilo govoriti o knjigah v množini, najdemo več pasusov, kjer se v sicer politeističnem religioznem okviru dejansko časti osrednjega boga, bodisi Amon-Raja, torej boga dneva, ali Ozirisa, boga noči. Saj sta zlasti v obdobju Novega kraljestva razumljena in čaščena pravzaprav kot isti vrhovni bog. In o njem se govori kot o bogu, katerega oblike, recimo z grškim izrazom epifanije, so mnogotere. Na primer, v Huneferjevem papirusu, v himni hvalnica raju, ko vzhaja na vzhodni strani neba. O eden, veličastni, po tisočerih oblikah in pogledih, kralj sveta, vladar Anuja, gospod večnosti, ki večno trajaš. Ves zbor bogov se radosti, ko vzhajaš in pluješ prek neba. O ti, privzdignen v barki Sektet. To citiram spet po Voli Sobaču iz njegovega prevoda egipčanske knjige mrtvih. Mnogoterost božanskih oblik nastopa tudi v himni in litaniji Ozirisu iz Anjevega papirusa. Takole se glasi. Hvaljen bodi, o Oziris, gospodar večnosti, Un-Nefer, Herok-Huti. Tvoje oblike so mnogotere in zmožnosti veličastne. Ti si Ptah Seker tem v Anuju, gospod skrivnega kraja, stvarnik Het Kaptaha in vseh bogov v njem, vodnik po podzemlju, ki te častijo bogovi, ko zahajaš v Nut, to je nebo. Izida te objema v miru, ko izganjaš sovražnike iz ust tvojih poti. Svoj obraz obračaš k Amentetu in storiš, da zemlja sije kakor čisti bakr. Tisti, ki so legli, vstajajo, da bi te videli. Dihajo zrak in zrejo v tvoje obličje. Takrat, ko se sijoči disk dviga nad obzorje. Njihova srca bivajo v miru, saj te vidijo, od ti, ki si večnost in neminljivost. Znani egiptolog Jan Assmann pravi,
da egipčanski henoteizem ni nastal šele z Ehnatovim revolucionarnim in kratkotrajnim monoteizmom v 14. stoletju, ampak da je osnovna značilnost egipčanskega politeizma ravno henoteizem. To hen v grščini pomeni eno. In sicer že pred Ehnatonom, to je pred faraonom Amenofisom IV., ki je vladal v Amarni med leti 1351 do 34, kakor tudi in še bolj po nemirnem amarnskem obdobju v zlati dobi Ramzesa II. Velikega, to je 13. stoletju, njegovih naslednikov. Namreč, po Janu Assmannu se ta henoteistična značilnost egipčanske religije vse skozi kaže kot vključevanje mnogih bogov v enega, najvišjega, nasproti monoteističnemu izključevanju drugih bogov, zavračanju mnogoboštva, čaščenju zgolj enega in edinega Boga. Assmann ugotavlja, da se post-Ehnatonova religiozna verovanja, ki so ohranjena zlasti v ramzesovskih himnah soncu, niso razvila v smeri radikalnega monoteizma, tako kot pri Izraelcih, temveč v smeri henoteizma. Takole pravi Jan Assmann. Razliko med monoteizmom in henoteizmom opredelimo takole. Monoteizem radikalno izključuje obstoj drugih bogov. S henoteizmom pa razumemo monoteizem občuti in razpoložen, ki v pričo čaščenja enega Boga nad vsemi drugimi letega ne povzdigne kot edinega na ta način, da bi zanikal politeistični svet drugih bogov. Mimogrede rečeno, samega izraza henoteizem ni vpeljal v religiozne študije šele Assmann, ampak že Max Müller, eden izmed pionirjev indologije v poznem 19. stoletju, namreč kot najprimernejšo oznako za vedsko oziroma upanišadsko religijo in duhovnost. No, Assmann nadalje razlikuje med henoteizmom in kozmoteizmom. Kozmoteizem je bolj znan kot oznaka za nekatere grške predsokratike in stoike. In Assmann opredeli Ehnatonov monoteizem kot kozmoteizem, za katerega je značilno, da drugače od bibličnega monoteizma temelji na čaščenju neke kozmične moči, ki se manifestira kot sonce, in sicer v svetlobi in času, žarčenju in gibanju, kot pravi Assmann. Ravno v monoteističnem izključevanju politeizma naj bi bila, sledeč Assmannu, tragična Ehnatonova zmota. S bleščečim sončevim diskom navdihnjeni faraon Ehnaton ni ostal le pri osnovnem monoteističnem občutju in razpoloženju, pri verovanju v najviše eno, v enega Boga, ampak je hotel, da bi bil eden tudi edini. Zato je ukazal uničiti podobe in kipe vseh drugih bogov, starih bogov. Assmann ugotavlja, da se ta zmota nikoli ni zgodila, vsaj ne tako drastično, v indijski religiozni zgodovini, v kateri je henoteizem dosegel vrh z vedskimi upanišadami ali v filozofski šoli Vedanta. Seveda pa je tudi za grški politeistični panteon značilen henoteizem, še bolj kot za Egipt, saj v grški filozofiji najvišje eno, tisti božanski logos, ki je eno je sicer še nad logosom, ne, v mističnih, recimo v neoplatonizmu, torej eno je postavljeno celo nad olimpskega vladarja bogov Zeusa, ali je pa vsaj izenačeno z njim, z logosom Zeusa. Znamenito Heraklitovo formulo, eno in vse, hen kaj pan, je treba razumeti v obeh pomenih, pravi Assmann. Citiram, eno je vse in vse je eno. Saj grški tohen ne izključuje mnoštva, tako kakor istost ne izključuje drugosti, različnosti. Konc citata. Od velikih starih kultur je edino biblična kultura Izraela šla po poti izključujočega monoteizma. Čaščenja ne le enega, ampak tudi edinega Boga, Gospoda Boga. Citat iz Assmanna, edinost, Einzigkeit, zanikuje mnogost, Vielheit. Vseennost, All-Einheit, pa jo dialektično predpostavlja, konc citata. In biblijska odločitev za edinost nasproti mnogosti
je in bila in je še usodna za razvoj vseh treh velikih svetovnih monoteizmov ter njihovih medsebojnih odnosov, vse do dan danes. Assmann torej vidi ključno razliko med vero v edinega Boga, torej to je izključujoči monoteizem, in vero v enega Boga, vključujoči monoteizem oziroma kenoteizem. In ta razlika, ključna razlika po Assmannu naj bi bila v človeškem odnosu do skrivnosti. Citiram Assmanna: v prvem primeru se eden, der eine, razodeva, v drugem se skriva. Konec. No, čeprav morda ta ločnica ni tako linearna, saj tudi v tako imenovani izključujoči monoteizmi govorijo o skritem Bogu, je pa vsekakor zelo pomembna tudi za naš čas, za možnost preseganja konfliktnih razlik med svetovnimi religijami v skupni skrivnosti v enem. No in zdaj prihajam k tretjem in zadnjem delu nocojšnjega predavanja, Grkom. V razvoju grškega duha, od Homerja prek Orfikov do Platona, lahko prepoznavamo metamorfoze senc, sledeč naši opredelitvi senc kot replik in oslabitev neke prvotnejše resničnosti. Podobno kot pri drugih starih narodih je bila tudi pri Grkih resničnost sprva pojmovana pretežno kot čutna, življenjsko-izkustvena resničnost. Pozneje pa so, zlasti s platonizmom, grški filozofi uzrli in razvili pojmenovan svet idej. Tako, da je, vsaj v filozofiji, primarna resničnost postajala vse bolj umska, glede na vsakdanje življenje onstranska, čeprav je za Grke celo tisti tam, vse do krščanstva, ostajal tu, v enovitem svetu, saj bila zanje ločnica med zemljo in nebom vendarle prehodna že za življenja, ne šele po smrti. Klasični grški duh, tudi platonizem kot njegova osrednja presežna misel, še ni poznal takšne eskatologije onstranstva, kakršno je uvedlo krščanstvo. In tudi potem, ko se je v pozni antiki vse bolj soočal s krščanskim verovanjem v posmrtno življenje, mu je misel na dejansko življenje po življenju ostajala tuja, prej pesniško, metaforično kot realna. Sicer pa o krščanstvu in sencah več v drugem predavanju prihodnjih tednih. Olimpski bogovi, Zeusov na čelu, ki nam jih tako živo pričara pred oči Homer v Iliadi in Odiseji, niso bili prvotni arhaični grški bogovi, ampak šele druga ali celo tretja generacija bogov, o čemer nas pouči zlasti Heziodova teogonija. Zeus, novi vladar neba in zemlje, se je ustoličil na Olimpu. Potem, ko je premagal svojega očeta Kronosa, ko ga je skopil kot pravi mit, se pravi, ko je Zeus, vladar neba, premagal čas. Seveda je mitologija starega boga Kronosa precej kompleksna, mestoma tudi dvoumna, ambivalentna. Saj, na primer, v znanem Platonovem filozofskem mitu o Kronosu nastopi Kronos čas kot vladar zlate dobe, v katero naj bi se človeštvo vrnilo s pomlajevanjem, torej v nasprotni časovni smeri. Torej, Zeus, novi vladar neba in zemlje, je premagal druge stare bogove, titane, gigante, tukaj je ta motiv gigantomahije, boja s titani, ki v tej novi svetli helenski luči postanejo bogovi teme, iracionalnosti, kaosa in podobno. Zelo poenostavljeno bi lahko rekli, da v grški teogoniji z vzpostavitvijo Zeusove vladavine in njegove olimpske družine bogov svetloba premaga temo, da duh prevlada nad naravo. Seveda pa ta poenostavitev postane takoj prešljiva, ko se spomnimo, koliko iracionalnosti, človeške muhavosti, vseh vrst čudežev in strasti in tudi navsezadnje zla ostaja v homerskih olimpicih. Morda so nam ravno zato še vedno blizu.
Walter Otto v svoji imenitni knjigi Bogovi Grčije, ki je prevedena tudi slovenščino, s podnaslovom Podoba božanskega v zrcalu grškega duha, navdušeno in navdihnjeno piše o tem, kako so pod Zeusovim vodstvom mladi grški bogovi, zlasti Atena, Apolon in Artemida, Afrodita in Hermes, premagovali stari svet. Temačnosti in teži tega sveta pa se zdaj postavi nasproti krog olimpskih bogov, pravi Otto. Zeus je torej zmagal v spopadu z demoničnimi titani. Grški mit je ohranil razločne slogove tega premaganja starega verovanja. Zeus je, kot pravi mit, zrušil svojega očeta Kronosa in titane ter jih zaprl v temo Tartara. Konec citata. Med svetlimi bogovi ima še posebej odlično mesto Apollo, ta najbolj grški bog. Saj niti rimska mitologija nima za neposrednega dvojnika, tako kot ima za druge grške bogove. Walter Otto, poleg Apolonovih splošno znanih atributov, to da je bog svetlobe, prerokovanja, voditelj muslim in tako naprej, poudarja, da je Apolon bog distance, zlasti v arhetipskem nasprotju z Dionizom, o čemer je seveda pisal že Friedrich Nietzsche v knjigi Rojstvo tragedije iz duha glasbe. Otto takole pravi, ko primerja Apolona in Dioniza. Dionizična čut hoče opoj, torej bližino. Apolinična pa nasprotno jasnost in obličenost, torej distanca. Apolon odklanja vse, kar je preveč blizu, ujetost v stvari, meje zabrisujoč pogled. Prav tako tudi zlivanje duše z enim, mistični opoj in njegov ekstatični sen. Noče duše, temveč duha. Drugače rečeno, v skladu z našo predelitvijo sence kot simbolne forme, lahko rečemo, da med grškimi bogovi, da je Apolon najsvetlejša simbolna forma. Tista najbolj sjajna, vendar še vidna. V religiozni predstavi uzrta senca tiste najvišje luči, ki presega vsako formo. Seveda pa je tudi v Apolonovem sjaju demonizem. Sicer ne več demonizem premagane titanske teme, temveč premočne luči. In zato čaščenja Apolona potrebuje druge, temnejše, a še vedno svetle sence, da ne bi človeška duša zgorela v blesku presvetlega duha. Te božanske sence domujejo na visokem Olimpu. Ena izmed njih je Apolonova sestra Artemida, svetlo temna boginja, Otto jo imenuje tudi nedomačnica, die Unheimliche, zavetnica divje samotne deviške narave, ter obenem kruta lovka, ki preveč radovednega lovca Aktajona spremeni v jelena, da ga raztrgajo njegovi lastni psi. Med najboljše, s pristnim grškim duhom, morda najbolj navdihnjene strani v bogovi Grčije, v tej Ottovi knjigi, pa sodijo tiste, kjer Walter Otto piše o sencah mrtvih. Zlasti v poglavju o psihopompu, torej vodniku duš, Hermesu, ter v osrednjem delu knjige pod naslovom Duh in lik. Čeprav se v teh pasusih pokaže tudi neko, rečemo temu, dialektično nasprotje med temnim svetom mrtvih in prej tolikan poudarjeno svetlovo sveta mladih homerskih bogov. O Hermesu, gospodarju poti, Otto pravi, da je ljudem najprijaznejši med bogovi, saj vodi človeka po dvostranskih in onstranskih pokrajinah. Čeprav neposlušnega lahko tudi zapelje na stran poti, ter Walter Otto ugotavlja, ta nočna skrivnost pri belem dnevu, ta magična temnost pri svetlobi sonca je kraljestvo Hermesa. Vsa bližina je izginila in z njo tudi daljava. Vse je blizu in obenem daleč. Tesno ob nas in vendar odmaknjeno. Walter Otto v poglavju Duh in lik razvija misel, da mrtvi sicer niso izključeni iz novega sveta, ampak so v njem, citiram,
dobili le novo mesto. Ločeni so od sveta živih, s tem, da so postali, kot pravi Oto, podobe bivševstva, da zgevezni. Kajti v homerski dobi je specitiran, je prav misel, da so mrtvi onemoglo sanjajoče sence postala osrednja točka celotnega verovanja v mrtve. V mrtvih, kot pravi Oto, je vse preteklost, vendar so tu slovesni in obrnjeni sami vase, večen lik. In ravno v tem, poudarja Oto, spet citiram, je pristna grška zmaga nad smrtjo, saj obenem najpopolnejše priznavanje smrti. Toda, že skupaj z Otom premišljujemo o Odisejevem spustu v podzemlje. Kako ga je upesnil Homer v 11. spevu Odiseje. Le težko ohranjamo apolinično svetlobo olimpskega duha. Saj v Hadu te svetlobe sploh ni. Tam so samo še mrtve, kot je rečeno, prazne sence. A kljub temu, kot dodaja Oto, citiram, je v njih nekakšna življenjskost, ki najde svoj presunljivi izraz v podobah Homerjevega opisa podzemlja. Konec citata. Toda ta opis je strašen, tudi groteskno morbiden, kajti življenjskost mrtvih senc ni v njih samih, ampak se prebuja žrtvovano krvjo živih. Odisej s tovariši na ladji črneli, kot to lepo prevaja Sovre, pripelje prek reke, ki loči okean od Hada, tudi 2 ovci, kot mu je svetovala Kirka, in ju daritveno zakolje pred kotanjo, krog katere se potem začno zbirati sence, da bi znova zaživele s pitjem krvi, ki je pravzaprav samo dedikto živalska, medtem ko je dere, kar v tem primeru pomeni v dejanskosti pesniške metafore, to človeška kri. Le kdo bi pozabil presunljivo srhljive Homerjeve verze, v katerih Odisej pričuje o tem. Kadar obljubil sem to z molitvijo drumam pokojnih, vzel sem ovci pod nož in zarezal ju ravno nad jamo. Črna se vlila je kri in glej, odpre se podzemlje. V gostih vršilih prihajajo duše umrlih pokojnih. Fantje, mladi in neveste in dobro preskušeni starci. Nežne device ob njih, žalujoč v novih tegobah. Mnogi, ki padli so v boju, zadeti z bronenimi kopji. Mrtve sence oživijo, kolikor pa zmorejo, s tem, da pijejo živo kri. So kakor nekakšni krvosesi, vampiri. Dejansko pa so te sence še strašnejše. Vse vampiri hrepenijo po krvi živih ne le zato, da bi sami oživeli, temveč tudi v vampirskih zgodbah, celo predvsem zaradi njihove ljubezni, strasti do živih. Medtem ko je v hlastni žej homerskih senc, ki jih prikliče Odisej, žrtvovano ovčjo krvjo, razvidna zgolj želja po vrnitvi v ugaslo življenje, po obuditvi spomina, prebuditvi zavesti, ki je v Hadu skoraj povsem zatemnjena. Takšne vampirske žeje po krvi življenja ne srečamo nikjer v egipčanskih knjigah mrtvih. Morda ravno zato ne, ker v starem Egiptu mrtvi niso bili ostro ločeni od živih. Prej nasprotno, tam sta bili obe kraljestvi, mrtvih in živih, neločljivo prepleteni. Med Odisejevimi srečanji z mrtvimi sencami v Hadu je še posebej pretresljivo njegovo srečanje z materjo, ki jo tudi obudi iz pozabe, se z njo pogovarja in spominja, ko pa jo hoče ujeti, mu njena senca spolzi iz rok. Hotel objeti sem dušo rodnice mi moje umrle. 3-krat sem skočil naprej, želečo nežno prijeti. 3-krat mi zgine iz rok, kot da sem bi bila ali senca, meni pa vsakokrat huje presune srce bolečina. Ta bolečina minevanja, pozabe, izginotja, nezmožnosti živega stika in dotika, do končne smrti je najbrž najhujša bolečina duha. Zato je tudi sublimnost grške žalosti
Ta sublimnost, o kateri lepo piše Oto, navezujoč se na Odisejev spust v podzemlje, v svet mrtvih senc, večnih podob bivševstva, ne more biti dokončen odgovor na enigmo, na skrivnost odnosa med življenjem in smrtjo. Precej drugače kot Homer so si kraljestvo senc predstavljali Orfiki. Čeprav je žal o tem, o izvornem orfizmu znanega bolj malo, oziroma je tisto, kar je znano iz poznejših spisov, precej nezanesljivo. Pravzaprav še tega ne vemo, ali je sam Orfej slavnega imena, kot so mu rekli, zares živel, ali pa je zgolj legendarni pevec in, kot ga imenuje izročilo, ustanovitelj misterijev. Ena izmed najlepših antičnih legend pripoveduje, kako se je Orfej spustil v svet mrtvih po svojo ljubljeno Euridiko, živo senco, ki jo je pred vrnitvijo v dan spet nesrečno izgubil. Ob vseh teh sublimnih spominih na legendarnega Orfeja pa so se dejansko ohranili nekateri orfiški zapisi, pretežno v grobovih, na primer kot zlati lističi in podobno. To so avtentični dokumenti, ki jih je zgodovinar Otto Kern in klasični filolog vključil v zbirko Orficorum Fragmenta 1922 in na osnovi katerih lahko zanesljivo trdimo vsaj to, da so si Orfiki predstavljali svet mrtvih zelo drugače, kot se nam kaže podzemlje v homerskih pesnitvah. Za Orfike so bile človeške, onstranske sence svetle, božanske, nebeške, kakor beremo tudi na zlatem lističu iz Petelije, to je 4. do 3. stoletje pred Kristusom, ki je eden izmed številnih podobnih kažipotov za dušo umrlega na onstranskem potovanju. Prevod je Janci Grenečki, to je glavno bolj prozen prevod, ne, v novi knjigi izdaji fragmentov pred Sokratiko. V Hana domovih na levi boš našel izvir, ob katerem stoji bela cipresa. Temu izviru nikar ne hodi v bližino. Našel boš drugega, kjer iz jezera spomina, iz jezera Mnemosine, hladna voda priteka. Pred njim so stražarji. Reci jim, zemlje otrok sem in zvezdnega neba, toda rod moj je nebeški. To sami že veste. Od želje sem izsušena, namreč duša senca, in propadam. Dajte mi brž hladne vode, ki iz jezera spomina priteka. Iz božanskega izvira ti bodo sami ponudili piti, z drugimi heroji odtlej boš vladala duša senca skupaj. To spomina je delo, umreti, napiši to tema, ki zagrne. Ta zadnji del so vrzeli, torej lagune v tekstu, tekst je poškodovan. V tem skrivnostnem besedilu je več ugank. Naprimer, zakaj je cipresa bela? Kdo so stražarji in podobno? Dva izvira pa gotovo pomenita dvojnost duše med spominom in pozabo, ter njeno pot navzgor in pot navzdol, ki sta navsezadnje morda le ena in ista pot. Morda, vsekakor pa drži ugotovitev religologa Mirčeja Eliadeja, ki jo je zapisal v zgodovini religioznih verovanj in idej leta 1975. To knjigo imamo tudi v slovenskem prevodu v 3 zvezkih. Torej, Eliade je zapisal, da se je z Orfiki, citiram, grška mitologija spomina in pozabe začela spreminjati. Vloga Lete, se pravi boginje ali reke pozabe, se je obrnila, pravi Otto. Pravi Eliade, v svoje vode nič več ne sprejema duše, ki je zapustila telo, zato, da bi ji izbrisala spomin na zemeljsko življenje. Nasprotno, Lete duši, ki se vrača na zemljo, da bi se znova utelesila, vzame spomin na nebeški svet. Pozaba
ne simbolizira več smrti, ampak vrnitev v življenje. Konec citata iz Eliade. In čeprav ta obrat v odnosu med lete, torej pozabo, in mnemosine, spominom, gotovo ni preprost. Zlasti ne z vidika platonizma in še posebej ne z vidika novoplatonizma, saj Plotin poleg tega razlikuje še dve vrsti spomina, anamnezis in mneme, kako bi rekel onstranski in dvostranski spomin, pa vsekakor drži Eliadeva ugotovitev, da se je z Orfiki odprlo novo videnje onstranskih pokrajin, po katerih svetle sence iščejo pot k jezeru spomina, k jezeru mnemosine, kjer bi se odželjale s čisto studenčico, ki priteka iz njega. Izraz hladna voda v navedenih verzih verjetno simbolizira čistost duše. Ter s tem znova prepoznale svoj nebeški božanski izvor. Na vse zadnje pa se lahko tudi vprašamo, kdo smo te svetle sence, kot pravi Listič Orfiški, otroci zemlje in zvezdnega neba. Ali pa komu so pravzaprav namenjene zlate orfiške tablice? Njim, umrlim, ali prej nam živim? Hvala za vašo pozornost. Glede na to, kar je bilo rečeno uvodoma, če kdo želi še kaj dodati, kaj vprašati, časa je še. To prvo predavanje malo krajše, zaradi mojega glasu, to drugo bo pač 80 minut, 90. Če želite še kaj dodati, prosim. No, če ne, se pa še enkrat lepo zahvaljujem vsem, da ste prišli in vas vabim, da pridete prihodnji torek ob istem času, ko nadaljujemo s sencami. Hvala lepa.